Pozdravljeni v 15. epizodi Simple Life podcasta 24. junija 2020. Z vami sem Jure Peher in danes sta dva nasveta v eni epizodi. Pa se probam full ogen tej besedi nasvet, kdo hoče, da mu nekdo svetuje? Mislim, da je sam povej ono, kar imaš zapovedati, je to, a ne? V glavnem, dva predloga glede avtomobila in to sta vžigalni kabli in gasilni aparat. Za vžigalne kable v bistvu sem jih enkrat do zdaj rabil in to je bilo to, ampak ko sem jih rabil, je bila situacija, ko se mi je mudil in pol jih nisem imel kupljene pa v avtu in pol tako, kaj zdaj? In pol sem tako gor do stanovanja, pa sosedu pozvonim, če ima on te, pa mi pomagal, ker ima pač avto parkiran blizu mojega in ni ga bilo doma. Pridem ven iz našega vhoda, pa tako en sosed iz nasprotnega vhoda, pa jaz tako, zdravo, a imate vi slučajno te, takrat niti nisem poznal izraza, vžigalni kabli ali pa klemene. Nisem vedel ne eno, ne drugo. Samo meni avto, akumulator se je spraznil, ker sem eno lučko pozabil, prižgano. In pol on, imam to, in pol so šla ven, jo zapeljal v garažo, sva se nastavila, ni da ni. In mi je tip pomagal pač vžgati avto, ni hotel nič, kar sem mu rekel, če mu kaj poplačam to, sam ne, lejce to. In je on šel po svoje, jaz pa tudi po svoje in celo, mislim, da sem malo zamudil takrat, ampak dan se je nadaljeval po planu. In ta situacija, ko se ti nekam mudi oziroma ko si, bi bila še hujša, bi šli nekam, recimo s parimi avti, bi šli nekam v divjino, in bi tam avto crknil. A veš, greš na en piknik, res nekam v hosto ali pa v hribe, pa parkiraš in tam ni nobenega drugega avta, razen tvojega, pa od kolega oziroma če jih gre več, In če takrat nimaš klem v avtu, kje boš to najdel? Pa pač kličeš, MZS, pa si lolek, meni je avto crknil, lahko pridete pomagati. Če je telefonski signal, valjda, lahko še tega ni, in pa pač hodiš do, najbližje vasi, mesta, kakorkoli. Pač fajn jih je imeti zraven v avtu. Še slabša situacija, v kateri pa nikoli nočem biti in v bistvu nobenega nočem biti v tej situaciji, je pa, da se kakšna nesreča zgodi, začne avto goreti, pa folk je v avtu in ne more ven. A veš, ti pa to vidiš, recimo, da ni to tvoj avto, da si ti sam mimo pelješ in pač nimaš gasilnega aparata v avtu. Se ne moreš ustaviti, a veš pa, da bi tam človeku pomagal, pa je mu pogasil, da pač živ zgorel v avtu, zdaj sem dal najbolj črn možen scenarij. Ampak, a veš, nima človek teh stvari v avtu sam zase, ampak tudi za druge. Ko pa če enega vidiš, da mu avto gori, pa ne more iz avta, daj imej gasilni aparat noter, A pa tudi, če se na lasten avto ti kaj naredi, da lahko zadevo pogasiš. Tako da enkrat smo imeli v službi, v prejšnji službi, varnost pri delu in je ta model, ki je prišel to razlagati, omenil, da on ima vedno to v avtu, pa da za svoj avto še enkoli ni rabo, ampak da se je pa že velikrat ustavil, pa kakšnemu drugemu pogasil. In mislim, da je tam nekaj 3-krat, tak občutek sem dobil. Ampak tudi če 3-krat je tako velik in se splača imeti to. Sploh če pomisliš, da za sebe, a veš, pa pač, to je tako črn scenarij. V glavnem, gasilni aparat je fajn imeti v avtu, kleme oziroma vžigalne kable pa tudi. To hočem reči. In če so vam taki predlogi všeč, tale lih ni za poenostavljanje življenja, je bolj za, ohranjanje življenja.
Tako da ja, če sem taki predlogi všeč, se spodaj lahko nanje naročite in do naslednjič uživite.